Kakšna popotnica vas je pričakala na mestu strokovnega direktorja pediatrične klinike? Zagotovo je bila odločitev, da pridem na pediatrično kliniko, sprejeta v rekordno kratkem času. Mislim pa, da sem dobil nekaj nasvetov prijaznih ljudi, ki so mi naklonjeni in ki jim zaupam. In pa seveda, da sem prišel v eno zelo zanimivo okolje, kjer se izvaja vrhunska medicina in kjer se skrbi za najbolj bolne otroke v Sloveniji. In seveda moja naloga je, da poskrbim, da bo tako še naprej. Kateri pa so ključni izzivi pri zagotavljanju kakovostnega in varnega zdravljenja otrok, predvsem hudo bolnih otrok? Če se ozreva denimo na aktualno situacijo, ki seveda ni samo strokovnega značaja, ampak tudi sistemskega, organizacijskega, samo minuli konec tedna ste pomagali reševati prostorsko stisko kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, od koder so morali poslati kar 49 bolnih otrok, ki ste jih sprejeli bodisi na pediatrični kliniki, bodisi na kliniki za otorinolaringologijo. Za natančne številke ne vem, ampak dejansko je nekako moj moto pri delu, da ne smemo pozabiti, zakaj smo tukaj. Se pravi, da po najboljših močeh in najbolj, kar se da strokovno, poskrbimo za bolne otroke. Seveda, če zaradi določenih prostorsko-kadrovskih razmer tega ne morejo storiti na infekcijski kliniki, kjer sem jaz 25 let delal in vem, v kakšnih pogojih morajo na žalost delati, seveda lahko to poskušamo po najboljših močeh zagotoviti na okviru pediatrične klinike. Je pa res, da je seveda pediatrična klinika sestavljena iz številnih kliničnih oddelkov in služb in da imajo posamezni oddelki določene kadrovske težave, ki jih pa poskušamo po najboljših močeh reševati. Kako resno grožnjo pa prinašajo nalezljive bolezni, v zadnjem času zlasti ošpice? Samo letos so to diagnozo pri nas postavili kar 49-krat. Ja, nalezljive bolezni nas še vedno spremljajo. V veliki meri smo njihov pomen ali pa njihovo breme zmanjšali med drugim tudi s cepljenjem. Vsako zimo se pediatri pripravimo na sezono gripe. Moram reči, da smo letos bili kar uspešni, da je velik del zdravstvenih delavcev tako v kliničnem centru kot tudi na pediatrični kliniki se cepil proti gripi. Respiratorni sincitiski virus je tudi že prišel, smo že imeli v intenzivi nekaj novorojencev z odpovedjo dihanja zaradi okužbe z omenjenim virusom. In pa seveda v ta veseli december se je pa vpletel tudi virus ošpic, ki smo ga uvozili očitno iz tujine in se zdaj nekako poskuša širiti znotraj naše, jaz mislim, da vseeno še relativno dobro cepljene populacije. Zagotovo je to, da se nam še vedno pojavljajo primeri ošpic, govori o tem, da je kolektivna imunost ni idealna, ampak enega večjega izbruha nismo imeli. Seveda pri obravnavi primerov je ključna reakcija epidemiološke službe, ki mora prepoznati vse stike bolnika in oceniti seveda njihovo stanje imunosti in ustrezno ukrepati. In tukaj se relativno kar mudi. Če hočete nekomu po stiku z bolnikom z ošpicami pomagati na ta način, da ga recimo še cepite, da bi na ta način preprečili, da bi zbolel, morate to storiti v 3 dneh od stika. Če bolnika ne morete cepiti, ker ima neke osnovne bolezni oziroma okvaro imunosti, potem mu lahko daste protitelesa, kar lahko storite nekoliko še dalj časa po stiku, ampak v bistvu je
iskanje bolnikov, torej oseb, ki so bile v stiku z bolnikom, njihovo preverjanje nekega statusa, torej zaščitenosti proti ošpicam. To pomeni lahko za epidemiološko oziroma tudi za zdravstveno službo velik zalogaj. Nenazadnje smo imeli pred leti tudi na pediatrični kliniki, kjer je oče, ki je imel ošpice, pripeljal otroka na pregled. Tam je bilo med 200 in 300 kontaktov z omenjenim bolnikom in seveda kar nekaj truda in časa je bilo potrebnega, da se je vse starši in otroke, ki so bili v stiku z omenjeno osebo, preklicali, preverilo njihovo imunsko stanje oziroma stanje zaščitenosti proti ošpicam. Je pa seveda ob tem treba povedati, da iz tistega primera ni bilo nobenega drugega. Takrat se nihče za tistim primerom ni nihče zbolel. Kakšne pa so projekcije na tem področju? Kaj svetujete? Torej, narejeni so bili, imamo izkušnje iz prakse, potem obstajajo tudi neki matematični modeli, kjer upoštevajo, kako hitro, recimo, kakšna je kužnost bolnika z ošpicami, koliko ima interakcij z okolico, kakšna je recimo precepljenost, kako hitro se odziva epidemiološka služba pri iskanju kontaktov, zagotavljanju neke cepljenja. Ampak nekje se vedno teh famoznih 95% precepljenosti pojavlja kot tisti nek prag, ki naj bi zagotavljal, da se bolezen ne bo razširila. Seveda, če recimo se epidemiološka služba hitro ne odzove, ali pa če so še neki posebni žepi, kjer se recimo bolj združujejo osebe, ki niso imune, seveda lahko na ta način je še višja precepljenost, pa se bo lahko virus še vedno krožil in se bodo primeri bolezni pojavljali. Ampak do zdaj v zadnjih 9 letih kakšnega trajnega širjenja oziroma trajne prisotnosti virusa ošpic v Sloveniji nismo imeli. Po drugi strani pa val nasprotovanj cepljenju vzporedno z očitanjem na račun farmacevtske industrije, češ da poskuša na vsak način povečevati svoje zaslužke tudi na račun zdravja ljudi, nezadržno preplavlja številne države, tudi Slovenijo. Kako se stroka odziva na to, kaj ukreniti? Torej, zaenkrat je ta farmacevtska industrija na področju cepiv ni taka zlata jama, kot si morda nekdo predstavlja. Najbrž so zaslužki v drugih vejah farmacije precej večji, kajti če daš en odmerek nečesa, nekomu, je to seveda drugače, kot če mora nekdo vsak dan 20-30 let vzeti en odmerek zdravila. Tukaj je ekonomska računica najbrž na strani zdravil. Po drugi strani se danes srečujemo z genskimi terapijami, ki so neznansko drage. Mislim, da je trenutno stanje v Sloveniji na račun dejstva, da je cepljenje še vedno obvezno, zadovoljujoče. Z 2 cepivi, ki sta bile nazadnje uvrščeni v program cepljenja otrok, se pravi cepivo proti okužbam s humanim papilomavirusom in pa cepivo proti pnevmokoknim okužbam, obe omenjeni cepivi nista obvezni. In če primerjamo delež cepljenih otrok z temi 2 cepivi in delež otrok, ki so cepljeni s cepivi, ki so obvezna, je razlika očitna. Cepljenih otrok proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in okužbam s hemofilusom influence tipa B, to cepljenje je obvezno, tam je cepljenih recimo 95% dojenčkov oziroma otrok v prvem letu življenja v Sloveniji. Medtem ko je proti pnevmokoku, ki je cepljen, ki sta 2 odmerka cepiva, tam je pa cepljenih zdajle
v zadnjem letu 60% otrok. Seveda, če bi vsa obvezna cepljenja padla na 60%, če bi to veljalo za ošpice, potem si jaz ne delam kakšnih hudih utvar, ampak bi imeli ves čas primere ošpic in dejansko bi lahko imela, ne vem, bi imel lahko vsak časopis v svoji, pač med rubrikami, no, koliko ljudi je pa danes zbolelo z ošpicami, oziroma to več ne bi bila novica. Pravzaprav je tako, letos se izteka, čas je za inventuro. Kateri pa so tisti dosežki na področju pediatrije, ki bi jih veljalo posebej izpostaviti? Torej, če govorim o svojem področju, se pravi o infekcijskih boleznih pri otrocih, seveda je, kar se lokalno tiče, smo recimo imeli letos spomladi v Ljubljani Evropski kongres združenja, torej letni kongres Evropskega združenja za otroške nalezljive bolezni, ki se ga je udeležilo skoraj 2400 strokovnjakov z vsega sveta. In moram reči, da je bil to velik uspeh, da smo dejansko svetovne strokovnjake z področja pediatrične infektologije pripeljali v Ljubljano, organizirali tudi en zelo zanimiv kongres z veliko paralelnimi predavanji. In pa seveda to sva dejansko, tukaj smo sodelovali z kolegi iz Hrvaške, kjer sva s prijateljem in kolegom iz Zagrebške klinike za infekcijske bolezni, profesor Goranom Tešovićem, v bistvu bila nekako sopredsedujoča lokalnega organizacijskega odbora in na ta način še dodatno utrdila vezi med Ljubljano in Zagrebom na področju pediatrične infektologije, in te kontakti in stiki in tudi strokovno sodelovanje je zdaj postalo že neka rutina. Seveda je pa potrebno vedeti, da je pediatrična klinika v celoti seveda ena strokovno in raziskovalno zelo močna institucija, da so v tej hiši, torej iz te hiše bile zelo pomembne objave v znanstveni literaturi na področju recimo endokrinologije, zdravljenja sladkorne bolezni, kjer smo ravno po zaslugi oddelka, ki ga vodi kolega profesor Battelino, v samem svetovnem vrhu. Ampak seveda tudi druge skupine, tako recimo skupina oddelek oziroma služba za alergologijo, revmatologijo ter imunologijo so tudi vpeti. Mislim, praktično, da ne bom krivičen, vsaka služba oziroma klinični oddelek znotraj pediatrične klinike je mednarodno prepoznan in če pride nekdo iz neke klinike, bodisi je to iz Združenih držav ali je to iz kjerkoli države v Evropi, se potem govori o nečem, pa je ta človek prihaja iz določene pediatrične subspecialnosti, se vedno oglasi, s kire bolnišnice pa prihajate, se jaz pa poznam pa tega vašega, ne vem, gastroenterologa, pulmologa, hematonkologa. Skratka, mislim, da je klinika eno zelo prijetno okolje, kjer se skrbi tako za bolne otroke in dela dobre raziskave. Ob tem pa me zanima, ali ste ob aktualnem dogajanju v zdravstvu, ki nikoli ni monotono, razmere pa nikoli povsem urejene, morda že dobili navdih za pisanje morda novih scenarijev z zdravstveno noto? Moram reči, da ne. Edino, kar zdaj počnem, so mesečne kolumne za Delo, kjer se prav načrtno izogibam kakršnim koli navezavam na situacijo v zdravstvu. Mislim, je pa res, moram pa priznati, da
Zdaj prej hodim v službo, kasneje hodim domov, da me domači vidijo bistveno manj kot takrat, ko sem bil na infekcijski kliniki in se 25 let ukvarjal samo in izključno z obravnavo bolnih otrok in nekaj malega z raziskovanjem. To delo je svojevrsten izziv, ampak dejansko ne bi pa rad, da bi postalo to kakšen navdih za kakšno literarno ustvarjanje. Mislim, da bom šel v kakšno drugo sfero, kar se ustvarjanja tiče in se poskusil na kakšen drug način umetniško izraziti.